Razgledi in razmisleki. Letošnjo rubriko Divje vrtnice na Tržaškem filmskem festivalu, ki je bila posvečena ženskim režiserkam, je kurirala Nerinata Kocijančič, vodja promocije in distribucije pri Slovenskem filmskem centru. Vanjo je vključila 13 celovečernih in 10 kratkih filmov, in sicer je šlo za pregled ustvarjanja od začetkov s filmi Maje Weiss in Hane Slak do danes, ko so ženske režiserke močna ustvarjalna sila in dobivajo za svoja dela tudi pomembne nagrade, ne le doma, ampak redno tudi v tujini. Prvi slovenski celovečerni film, ki ga je režirala ženska, namreč Maja Weiss, je nastal šele leta 2002. To je bil Varuh meje. Maja Weiss je opisala pot do svojega prvega celovečerca. Ja, vedno je tudi tako, no. Recimo kot režiserka, seveda si režiserka, imaš svoje filme, scenarije in poskušaš uspeti na razpisu. Ampak ta pot je bila kar dolga, bom rekla, ne samo za mene, ampak tudi, bom rekla, za slovenske režiserke na nek način. Torej za osamosvojitvijo Slovenije 91. leta nismo imeli še v bistvu slovenskega prvenca za kino, takrat je bilo še 35 mm. Imeli smo pa kar veliko ženskih imen na področju televizijske režije, dokumentarcev, televizijskih del in videoastk. In za tega sem nekako, v komisiji pa so sedeli pretežno moški oziroma samo moški, zato sem začela s pobudo, ki sem jo naslovila na Kinoteko. In smo 97. leta izvedli ne samo en dan slovenskega ženskega filma in videa v Slovenski kinoteki, torej 40 avtoric, in tudi katalog je prišel ob tej priliki. To je imelo pa potem nekako za posledico, da se je seveda več o tem govorilo. In mogoče tudi, da je bil nek pritisk, ker je šlo za eno družbeno akcijo, ne, za eno prepoznavanje, wow, koliko je teh ženskih v bistvu avtoric, ne, za kinofilma pa še skozi snimamo, no. In pol nekako je končno tudi, bom rekla, meni uspelo, da sem leta 2000 potem posnela ta film, ki je imel premiero februarja na Berlinskem festivalu, to je Varuh meje. Hana Slak je tudi v istem letu imela premiero potem Slepe pege. In tako podalje se ta klopčič vrtel do danes, ne, ko je pa dejansko res ta vrhunec, bi lahko rekli, tega vala novega, torej po tako rekoč 25-20 letih ponovni ne en tak val, ampak res veliko režiserk. Danes vidimo na Tržaškem filmskem festivalu imamo, mislim, da okrog 20-23 imen, torej več celovečernih igranih filmov za kino, kratkih filmov in seveda ta odličen uspeh tudi po svetu, bom rekla, na vseh celinah, kar me tudi, seveda tudi mene osebno veseli, ker smo se za to borili na začetku že v 90. letih, no, in zdaj smo pač, mislim, da prišli do tam. Tudi stvar ta v začetku 90. nekako ni bilo v teh komisijah žensk. Danes so, ne samo, da so v komisijah ženske in da so v bistvu enakomerno porazdeljene oziroma so tudi neke ženske kvote, ampak so tudi v bistvu nosilke inštitucij, ne, od Slovenskega filmskega centra, Slovenske kinoteke, Slovenskega filmskega arhiva, imamo veliko producentk, kar tudi vpliva na vse zadnje, na neke nove vsebine, na bolj tudi mogoče kompleksnejše ženske like. Predvsem pa seveda gre tudi zasluga tem, bom rekla, scenaristkam in posredno mnoge od njih so tudi režiserke, scenaristke, nekatere pa dejansko scenaristke in režiserke, ki pa seveda ta avtorski del, to, kar je bistvo filma, nekako pripeljajo in potem seveda s pomočjo producentk to tudi oblikujejo in ta uspeh je fantastičen. Maja Weiss je z Varuhom meje požela velike uspehe. Prejela je na primer nagrado žirije za najbolj inovativen film Berlinala. Jaz se spomnim takrat, ko je meni uspel ta, bom rekla, veliki met, Berlinski filmski festival, pa potem še nagrada za najbolj inovativni evropski film, je bila to res v bistvu velika stvar. Tako da, ki je za sabo tudi potegnila na to, da sem potem tako imela dejansko v izboru tudi kratek igrani film v tekmovalnem programu Berlinskega festivala, kar si danes sploh ne morem predstavljati, v bistvu, da
da je bilo to v bistvu možno, ampak je bilo možno. Možno je bilo zaradi tega, ker je uspel ta preboj varuha meje. Bom rekla, brez nekih kuriranj in vsega tega, kar se danes tudi na vse zadnje dogaja in je tudi del filmske politike. V programu Divje vrtnice v Trstu je bil sicer prikazan režiserkin drugi celovečerec iz leta 2007, ljubezenska komedija Instalacija ljubezni, v središču katere je ženska srednjih let, ki brez privolitve postane subjekt videoinstalacije. Film odpira pomembna vprašanja o umetniških praksah, tudi o potrošniški družbi in njenih idealih. Film je skoraj 2 desetletji po nastanku ostal presenetljivo aktualen, kot pravi tudi Nerina Kocijančič, kuratorka programa. Ta film, to kot pravijo, da je res z leti je pridobil, ker so filmi, ki z leti zgubijo, ampak Majin film je res, takrat, ko je nastal, je bil precej spregledan. Naprimer, ni šel na festivale, ker je bil komedija, v distribuciji pa seveda je bil pa preveč inteligenten, ne, nažalost. Ne. V širši distribuciji vedno najboljše prosperijo filmi, ki niso ravno zahtevni. Ta pa je v bistvu komedija, ampak je kritika družbe, kritika tudi odnosa do umetnosti, ki se hoče skozi prodajati in hoče biti nekaj novega, ne, in igralci so krasni, ne. In tukaj imamo Igorja Samoborja, ko sem ga gledal, pa temu igralcu moramo tudi posvetiti neko retrospektivo, ker je res od 90-ih let naprej naredil res take res pomembne in dobre vloge. Mislim, pa ni samo Igor Samobor, vsi igralci so odlični in to je bilo res odkritje ponovno, ne. Verjetno bo spet fino gledati filme, ki so zdaj novi, naprimer Ester Ivakič čez 10 let ali več. To je res zanimivo. No, in v bistvu to mogoče samo taki pogledi retro za nazaj. Ne. Ja, moramo res posvetiti več časa in prostora pogledom za nazaj tudi, ne samo hiteti z novimi filmi. Ne. Zdaj, ko pogledamo novi filmi, imajo festivalsko življenje 2 leti. Potem pač pridejo spet novi, ampak ne, treba se malo ustaviti in pogledati vedno tudi za nazaj. V zadnjih letih se je zgodil pravi preboj slovenskih režiserk, ki se kaže tudi v številnih nagradah, ki jih za svoje delo prejemajo. Kako o tem razmišlja Maja Weiss? Ja, jaz vsem tem mladim, novim režiserkam seveda iskreno čestitam in za njih absolutno navijam. To so v bistvu različne avtorske poetike, to se išče, to pričakujemo, to je podobno kot v literaturi, ko iščemo, neke zanimive nove pristope, romane, zgodbe in načine, kako so narejeni. Tako tudi pač Ester, Urška, Sara, mnoge pač te v bistvu režiserke, te stvari vsaka na svoj način za neko svojo avtorsko poetiko pač pripoveduje. In glede na uspehe mednarodne, tudi na način, ki odzvanja, tako kot pač vsako umetniško delo naj bi odzvanjalo, ne, torej univerzalno in na različnih koncih. Torej, kot smo vedno rekli, da iz neke lokalne zgodbe, iz neke male zgodbe slovenskega filma s slovenskim jezikom, z nekimi karakterji, potem dejansko to preseže to neko nacionalnost, lokalnost in postane ena univerzalna svetovna zgodba, ki pač odzvanja. Recimo Urška Đukić z temi obemi filmi, najprej pač ta izjemen uspeh, ne, z Babičino seksualno življenje, s to v bistvu dokumentarno animirano formo, z to drzno vsebino, pač bom rekla, zagrize, naredi, preseže in zmaga na vseh nivojih, od Evropske filmske akademije do Cezarja in tako dalje. In seveda tudi z novim filmom Kaj ti je deklica, zopet odpre in zopet ta val nadaljuje. Taka mala kinematografija, kot je slovenska, ne, in takšni uspehi in tudi trenutno taki veliki uspehi, ki jih ženske režiserke, ženske avtorice, scenaristke in celotne ekipe znotraj tega, torej mešane ekipe, saj ne gre samo za to, da poudarjamo pač ta, bom rekla, feministični aspekt, ampak ga je pa treba seveda tudi poudariti, ker na vse zadnje je bila ta evolucija kar dolga do vsega tega. To je nekaj, bom rekla, izjemnega in seveda je pomembno tudi s tem, da se to nadaljuje, da ni to spet samo en kratek val 5-letni, ne. Predvsem pa tudi, da se to produkcijsko podpira,
da je tega denarja dovolj in da se dejansko daje to možnost naprej za razvoj, da se ne zgodi mogoče to, kar se je zgodilo meni, da dejansko po teh vseeno nekih uspehih, ki sem jih imela, potem z 2 novimi scenariji za celovečerni igrani film, sem 6-krat zavrnjena v realizacijo in dejansko nisem zdaj že 16 let imela možnosti delati celovečernega igranega filma za kino. Letošnja rubrika Divje vrtnice, posvečena slovenskim režiserkam, je bila pomemben dogodek za prepoznanje ženskih avtorskih glasov pri nas, kot poudarja tudi Maja Weiss. Ja, to je res. Mislim, da je to prvič, kot ste omenili, da je prvič retrospektiva ženskih režiserk, avtoric v neki tuji državi, naši sosedski, tukaj v Italiji, v Trstu, kjer je dvojezični prostor, kjer je tudi bom rekla, še večji neki interes tudi iz različnih teh strani, kar je pametna odločitev kuratorke Nerine Kocijančik, mislim, da zelo bila in dober odskok potem dejansko za naprej za druge recimo retrospektive ženskega slovenskega filma recimo po svetu. Ravno zaradi tega, kot sem rekla na začetku, začeli smo takrat, ko ni bilo niti enega filma za kino, Zdaj pa imamo toliko odličnih avtoric in režiserk in filmov in je to v bistvu čudovito. Glavno nagrado 37. Tržaškega filmskega festivala za najboljši celovečerec je prejela Kukla za film Fantasy. V program Divjih vrtnic je bil vključen njen kratki, tudi večkrat nagrajeni film Sestre. Kukla je povedala, da ima Fantasy pomembno povezavo prav s Trstom. Ko gre gledalec gledati film, misli, da ga je nekdo naredil včeraj in danes ga gledaš. Ampak za tem enim filmom je ponavadi več let dela in mi smo se res toliko posvečali čist vsakem detajlu in pač vsaka stvar je res zbrana z namenom in zelo veliko, nekako poiskana zelo veliko pozornostjo. Tako da recimo scenografinjo Majo Šavc smo dejansko toliko posvetili časa že samem izboru lokacij. Snemali smo v Ljubljani, v Trstu in v Makedoniji v Kruševu, ker se pač zgodba dogaja v teh nekih, bomo rekla, prostorskih okvirih. V glavnem, ampak recimo tudi, kar se tiče stanovanj, mi smo dejansko delali karakterizacijo skozi prostor tudi in dejansko smo tudi obravnavali prostore kot neke like oziroma kot neke mogoče podaljške teh naših likov. In zelo zanimivo je, recimo sobe so bile vedno v bistvu nekako postavljene in dekorirane v sodelovanju z igralkami. Se pravi, pač njihove sobe ali pa njihova stanovanja so dejansko igralke, ki so pač kanalizirale svoj lik, dejansko so pač postavile še neke detajle noter. Ful je bilo tega nekega medsebojnega sodelovanja. Tako da je Maja res nekako poskrbela, da je to res osebna soba lika. Da pač ima res neke, mogoče detajle, ki se jih na prvo oko sploh ne opazi, mislim, prvo gledanje, ampak da pač res rezonira z njimi in da so se one tudi počutile zelo doma. Mislim, pač njihovi liki doma v teh prostorih. Snemali smo pač, jaz sem postavila to zgodbo nekako v ta italijanski socialistični kompleks Rosol Melara, oziroma brutalistični. Pač nisem snemala tega njihovega recimo mesta v Sloveniji, ampak v Italiji, ker pač ta sama zgradba je zelo nekako dobra za moj film v smislu pokaže neko utesnjenost, nek ta prozorni akvarij, oziroma ta nek beton, ki te obkroža in ki ima neko svojo težo in ki mislim, da je tudi nek simbol časa, ki se zgodi mogoče pred nami nekega prejšnjega sistema, nek ostanek prejšnjega sistema. V glavnem in pač želela sem si, da je to neko neimenovano slovensko mesto, ker se mi je zdaj pomembno, da vemo, da ni Slovenija samo Ljubljana, ampak da dejansko pač mene zanima bolj decentralizacija in da se ta zgodba lahko zgodi kjerkoli, pa ne samo v Sloveniji. Recimo tudi pol je bilo zanimivo, ko so francoski gledalci rekli, da pač, da jih spominja pa mogoče na neko pariško obmestje ali pa nekaj takega. Pač zdi se mi, da nekako s tem neimenovanjem je lahko postalo od vsakogar. Ene prizore smo pa snemali v Kruševu v Makedoniji, ki je pač zelo posebno mesto in smo tam v bistvu tudi nekako se lovili neko prihodnost, oziroma pretekli smo prihodnost skupaj v vizualnem izrazu. Glavno sporočilo filma Fantasy je sprejemanje drugega in drugačnosti drugega, po drugi strani pa sprejemanje samega sebe. Kukla o tem, da so uspehi mladih režiserk pomembno povezani z delom prejšnjih generacij ustvarjalk.
Ne vem, jaz sem vedno zelo hvaležna starejšim ustvarjalkam, ker so one res orale ledino in ta ledina je bila zelo težka za zorati, tako se je izrazila. Tako da v bistvu res super videti, pa pač jaz mislim, da imamo eno zelo lepo kolegijalnost na filmski sceni v Sloveniji, da smo med seboj v bistvu tako se res podpiramo in je super videti delo vseh nas. Tako da meni je v bistvu zelo lepo biti del tega programa, se tudi izmenjati neke vtise z ostalimi režiserkami. In pač super je, v bistvu, da je zajeto to celo obdobje, zaradi tega, ker pač to se ni zgodilo zdaj. To dejansko to, da smo lahko zdaj mogoče mednarodno še bolj prodorne, to pomeni pač, da se je to gradilo dosti časa. To pač niso bile samo neke sistemske spremembe in neke menjave generacije, ampak dejansko osebni trud samih režiserk, producentk in ostalih filmskih ustvarjalk, da pač imamo tudi mi prostor tu in da smo lahko enakovredne. In kot jaz pač vedno zelo rada poudarjam, ko mi čakam čas, ko pač ne bo več pomembno, katerega spola je režiserka ali režiser, ampak se bomo lahko samo še pogovarjali o filmih. Na ogled v okviru rubrike Divje vrtnice je bil tudi dokumentarni film Duhovnica Maje Pretnar, v katerem spoznamo svobodomiselno evangeličansko duhovnico Jano in njene življenjske dileme. Ali režiserka sama razpoznava kakšne posebnosti v filmih, ki jih režirajo ženske, in kakšen je njen odnos do uvrstitve njenega dokumentarca v izbor na Tržaškem filmskem festivalu? Najprej sem počaščena, da v bistvu je Nerina, ki je sestavljala ta šopek Divjih vrtnic, nekako se spomnila tudi našega filma. Ja, v bistvu je bera zelo dobra in raznolika. Všeč mi je tudi to, da niso prikazani samo novejši filmi, ampak res neka retrospektiva, ki je razsežnejša. Tako da, ja, super se mi zdi to. In mislim, da vse te naše ženske režiserke, slovenske režiserke nosijo, mislim, hočeš nočeš eno tako večjo intuitivnost, več neke mehkobe pri pristopu k filmu, ki mogoče moškim umanjka, mogoče smo nadspol, kar se tega tiče, malce hecam. Ampak ja, tudi ko so me spraševali, kdaj prej že, po čem se zdaj ženska režija, moška režija ločujeta, razlikujeta, se mi zdi, da mene prej kot neka tekmovalnost vleče empatija ali pa bližina do, ne vem, spoštovanje do človeka, ki ga portretiram, ki mi daje svojo zgodbo, in tu smo mogoče ženske, ja, kot radi rečejo, bolj čustvene in se to pozna na filmu. Tako da mislim, da vse režiserke, ki so zdaj predstavljene, so imele seveda vpliv name in kot rečeno že na začetku, ne bi sploh rekla zato, ker so ženske režiserke, ampak zato, ker so dobre režiserke. Med Divjimi vrtnicami, ženskimi režiserkami, ki jim je bila namenjena letošnja retrospektiva v Trstu, je bila tudi Urša Menart s filmom Ne bom več luzerka. Ja, mislim, da bi tako retrospektivo 10 let nazaj tudi zelo težko naredili, ker ni bilo toliko avtoric pa toliko filmov. Zdaj se mi pa zdi, da smo res dobili veliko avtoric se je vzpostavilo v zadnjih, ne vem, recimo 10 letih, veliko se jih je pa tudi pravzaprav uveljavilo mednarodno z drugimi, tretjimi filmi, no, zdaj veliko, mogoče ne veliko, ampak kar nekaj, no. In se mi zdi to super, tudi se mi zdi super, da imamo tako, kot je tudi zdaj vidno na retrospektivi, zelo kvalitetne avtorice v različnih žanrih, dokumentarni, animirani filmi. To je seveda te žanri, ki so bolj dolgotrajni za delati, pa z manjšimi budžeti, so nekako vedno bili za en promil lažji za vstop za avtorice. Za celovečerni igrani film pa vemo, da smo potrebovali Slovenci do 2002, da smo dobili prvega. Tako da se mi zdi, da ja, teh slabih 25 let, mogoče po prvem celovečercu avtorice, da je nekako dober moment, da se naredi en pregled.
Ne bom več luzerka, za katerega je Urša Menart med drugim prejela nagrado za najboljši igrani celovečerni film, za scenarij in stransko igralko na Festivalu slovenskega filma leta 2018, govori o Špeli, predstavnici izobražene generacije mladih, ki kljub svoji volji in trudu ostajajo ujeti v prekarnih razmerah. Ja, mislim, lepo je biti del nekega pregleda, retrospektive, lepo je vedeti, da niso vsi pozabili na ta film, ker je vseeno že kar nekaj časa od premiere. Tudi zanimivo se mi zdi, da je kar veliko publike tukaj, več kot sem pričakovala, kar se mi zdi super. Se mi zdi pa vseeno zanimivo, mogoče bo pogledati ta film zraven kakšnih drugih filmov, ki so novejši. Vseeno se mi zdi, da je bolj poudarek na novejših filmih v tej retrospektivi. Ga nisem gledala že dolgo, tako da me zanima, kako se je postaral. Malo me je strah pravzaprav ga gledati s publiko po zelo dolgem času. Projekcije filmov slovenskih režiserk na Tržaškem filmskem festivalu so bile presenetljivo polne, tudi po zaslugi dobrega programiranja strani festivala, ki je Divje vrtnice postavil na začetek dogajanja. Kuratorka Nerina Kocijančič je o tem v teku festivala povedala. Moram pohvaliti Tržaški filmski festival, da so to odlično programirali, da so dali v bistvu sklop Divjih vrtnic, Wild Roses na začetku, preden se začne tekmovalni del festivala, ker sicer tudi imamo eno divjo vrtnico Kuklo, ampak tako da v bistvu, ker dostikrat, če je preveč stvari, tudi mi vemo, kako smo, potem ne vemo, kateri film bi šli gledati, pa to. In sploh, če so to potem tudi filmi, ki tekmujejo. Tako pa imamo tukaj prostor samo za nas in je obisk res izreden in tako smo res zelo veseli. Posebej seveda te veseli, ko pride režiserka in ima polno dvorano, kot je bilo včeraj na Idi od Ester Ivakič. Je bilo res, mislim, skoraj izgledalo, da ne bodo vsi prišli. Tako da je bil spodnji del poln in tudi zgornji, ki ponavadi ni. Pa tudi zelo hvalijo program, tako smo prišli k meni, super program, res smo veseli, da ste to pripravili in res vidijo nekako dokumentaristke naše z res zanimivimi filmi. Zdaj ravno je bila Maja Doroteja Prelog, ki je sicer že bila v Trstu v tekmovalnem dokumentarnem programu 2 leti nazaj in seveda njen dokumentarnik, ko razkriva svojo intimo, prav se je videlo, kako so bili ljudje pretreseni in navdušeni, ne, vse to naenkrat in je res fino videti te reakcije strani občinstva, da res gledajo nekaj, kar jih pritegne in aktivira v njihovem razmišljanju. Razgledi in razmisleki.